Pozdravljeni. Kot ponavadi je tudi tokrat prišel na vrsto naš običajni redni komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih sklopih, kjer boste bližnjice do originalov dobili navedene v samem opisu. In kot že dobro veste, ko se bo slika iz barvne spremenila v črno-belo, pomeni, da dodajam tisto moje osebno mnenje, moj osebni lastni komentar. Tako tudi tokrat smo na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se lahko lotimo kar prve današnje teme. Danes, 4. decembra, smo lahko na spletnem portalu GP Blog prebrali, da bomo veliko nagrado Nizozemske vsaj za enkrat spremljali le še v naslednji sezoni in seveda v letu 2026. Nato dirk na progi v Zandvoortu vsaj za nekaj časa, kar se tiče Formule 1, ne bo. In mnogi izmed nas, navdušencev, smo rahlo otožni, namreč dirka v Zandvoortu je bila zmeraj nekaj posebnega. Ne moremo mimo dejstva, da prav tu, na tej legendarni progi, imamo 2 ovinka z večjim nadklonom, kot je tisti prisoten na znamenitem ovalu v Indianapolisu. Ampak kljub vsemu, kljub popularnosti Maxa Verstappena, izgleda, da dobički niso dovolj visoki. In ne smemo mimo dejstva, da velika nagrada Belgije na prav tako legendarni progi Spa-Francorchamps je v neposredni bližini Zandvoorta in razumljivo je, da publika si lahko s cenami, ki jih vidimo, ne more privoščiti obiska obeh dirk v sorazmerno kratkem času. In razumljivo je, da ukolikor profita ni, se tudi dirka ne priredi. Govora je bilo o tem, da bi lahko v Zandvoortu tudi imeli neke vrste izmenjavo velike nagrade, že za prej citirano sosednjo veliko nagrado Belgije, ampak izgleda po sezoni 2026 iz tega ne bo nič. In če se je kdo spraševal, kako bodo naredili prostor za nove dirke na koledarju, ima seveda tu odgovor. Na način, ki verjetno marsikomu izmed nas ni všeč, ampak tudi v Formuli 1 se bodo morali zamisliti, katere lokacije si želijo na koledarju. Ali tiste zgodovinske ali one, ki imajo v ozadju obilico denarja. A o tem kot običajno kdaj drugič. Pojdimo k drugi današnji temi. 3. decembra smo lahko tako na spletnem portalu Autosport kot motosport.com prebrali izjavo Estebana Ocona. Kot vam je dobro znano, Esteban Ocon bo izpustil finale v Abu Dhabiju, ker si želi testirati z ekipo Haas. In pri ekipi Alpine so mu enostavno postavili ultimatum. Ali si z nami na zadnji dirki, ali pa boš izpustil to priložnost in se seveda posvetil novemu delodajalcu. In Esteban Ocon govori o tem, kako je o takšni odločitvi ekipe Alpine izvedel tik pred zdajci. Esteban Ocon seveda je tisti voznik, ki je dosegel v tem trenutku edino zmago za to britansko-francosko ekipo,
ki pa pravzaprav se dobesedno požvižga na ta, vsaj po mojem mnenju, enkraten rezultat. Bolje je bilo dati prostor Jacku Duanu in po svoje razumem, ampak treba je tudi poudariti, da marsikdaj takšno prepotentno obnašanje ne prinese tistih želenih sadov. Znano je, da ekipa je v krizi, da ne bodo več konstruktorji oziroma dobavitelji lastnih pogonskih sklopov. In na tak način se nekako rešiti voznika, ki je ekipi prinesel mnogo, vsaj po mojem skromnem videnju, je vse prej kot pohvalno. Duan zaradi dirke več ali manj ne bo nič boljši, Oconu pa niso dali primerne priložnosti, kako bi se lahko poslovil. In če spustimo poslovilno dirko Daniela Ricciarda pri ekipi Racing Bulls, bi lahko dejali, da si je Ocon zaslužil nekaj več, vsaj malce več spoštovanja. A Formula 1 kdaj pa kdaj je tudi takšen šport, kjer spoštovanje ljudi je verjetno med zadnjimi prioritetami. A pojdimo k tretji današnji temi. Na spletnem portalu RaceFans smo lahko 2. decembra prebrali članek Keitha Coltrana o tem, kaj se dogaja pri ekipi Red Bull. Mnogo je bilo govora o tem, da je Sergio Perez na izhodnih vratih. Skorajda vsaka dirka za veliko nagrado je po mnenju določenih avtorjev njegova zadnja. Ampak sedaj se odpirajo mnoge variante, kaj se bo lahko zgodilo v bližnji prihodnosti. Bo Perez sam zapustil Red Bull, ga bodo nagnali, mu bodo ponudili sedež v ekipi Racing Bulls ali pa bo ostal neke vrste ambasador znamke, podobno kot David Coulthard in še mnogi drugi. Odpirajo se tudi možnosti in dobesedno špekulacije glede tega, kdo ga bo nasledil. Liam Lawson, Yuki Tsunoda, morda, čeprav manj verjetno, Franco Colapinto. A marsikdaj se mi, navdušenci, moramo vprašati tisto bistveno vprašanje. Res, po mnenju mnogih, Perez ni dosegel rezultatov, ki so jih mnogi pričakovali, ampak smo prepričani, da njegova zamenjava, pa kdorkoli bo že, bo sposobna narediti tisto, kar Perezu ni uspelo vsaj v sezoni 2024. Je Liam Lawson res potencialno tak talent, da bo lahko stal ob boku Maxu Verstappenu? Kaj pa Tsunoda, da ne omenim že prej citiranega Colapinta? Sam imam osebno rahle dvome. A o tem, kdo bo sedel za volanom Red Bulla v naslednji sezoni, ne bom odločal jaz, temveč naprimer lastniki ekipe pod sugestijami Helmuta Marka. In Helmut Marko, kot je znano, se mnogokrat odloči v trenutku, kjer čustva prevladajo nad razumom. Koliko časa če ni moja zadeva, ampak razumeti moramo, da ni tako enostavno biti usporedno z nekom, ki je takšen talent, kot je Max Verstappen, tako za Pereza, kot za marsikoga drugega. A kaj se bodo odločili pri Red Bullu, je seveda njihova zadeva. Mi pa pojdimo še k zadnji današnji temi. Za konec pa kot običajno tista malček bolj ležerna tema in danes se bomo ustavili pri fenomenalnem vozniku, ki ga pa večina navdušencev ne pozna.
Kot smo lahko prebirali 4. decembra na spletnem portalu motosport.com, bo Hirakawa testiral tudi za ekipo Haas. Ne smemo pozabiti, da Ryo Hirakawa bo na prvem prostem treningu zadnje velike nagrade v letošnji sezoni vozil za McLaren. In takoj zatem bo ta dvakratni svetovni prvak v razredu vztrajnostnih avtomobilov presedlal k ekipi Haas in poleg že danes omenjenega Ocona opravil tista posezonska testiranja. Zanimivo, kako voznik, ki pravzaprav ni na radarski sliki tistih najboljših ekip, dobiva kar toliko priložnosti. In verjetno marsikoga izmed nas zanima tudi zakaj. Verjetno se še spomnite, kako smo pred časom govorili o tem, da je McLaren priredil dobesedno zasebno testiranje, kjer je njihov bolid nastopil brez reklamnih napisov. Takrat sta bila za volanom De Vries in že citirani Hirakawa. Toyota, za katero vozi Hirakawa v pokalu vztrajnostnih avtomobilov, seveda plačuje. In znano je, da so prišli do nekega dogovora tudi z ekipo Haas, drugače njihovih napisov ne bi bilo na bolidu te ameriške ekipe. In tako so malce v navednicah tudi vsilili voznika Hirakawo v ta program, kjer pa se lahko začnemo spraševati, kakšen bo doprinos tega izkušenega voznika k samemu testiranju in izboljšanju ne toliko letošnjega kot onega bodočega bolida. Seveda vprašanje, na katerega lahko poda odgovor vsak sam, ampak vidimo lahko, da marsikdaj denar nadomesti tudi tisto golo hitrost. A tu je Formula 1. Tako, prišli smo do konca tudi tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.